Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Večer Kajuhove ljubezenske poezije na Zgornji Polskavi. Odprtje razstave in podelitev priznanj 9. bienala otroške keramike. Novinarska konferenca pred praznično Bistrico. Košarkarji Bistrice premagali Dravograd. V kulturnem domu na Zgornji Polskavi je pretekli petek potekal večer Kajuhove ljubezenske poezije. Na prireditvi so nastopili literarna sekcija Kud Gaj Zgornja Polskava, Andreja Obrul in Mariborski oktet. Naj tvoja usta najdejo na moji koži sladko stoji. Kresnice naj po njej dišim, kopinaj se med nama, kopinaj se med nama. Moj dragi fant leži ubit nekje v Dolenjskih hribih. Jaz sama za rešetkami strmim ubita. Rodila bom. Postala mati otroku nekega bandita. Moj dragi fant, ne veš, kaj vse počeli so z menoj. Kako lepo bilo bi iti za teboj. V Dolenjskih hribih pasti kakor ti. Umrla bi, a jaz živim in naj rodim otroka njim, ki naju so ubili, otroka njim, ki materam otroke so morili. Moj dragi fant, tako mi je, kot da bi kdo čez me oral. Če zdaj bi me pogledal, me ne bi več spoznal, a tebe otrok bo poznal. Poznal ne bo bandita in vedel bo, zakaj si pal, zakaj je tvoja kri prelita. Oh,
V razstavišču Pristava v Centru domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica so danes odprli razstavo in podelili priznanja 9. bienala otroške keramike Terra Mystica. Bienale, ki ga organizira Društvo likovnih pedagogov Primorja, predstavlja prerez ustvarjalnega dogajanja na področju otroške keramike. Bienale otroške keramike Terra Mystica smo ga poimenovali, je v bistvu razstava, ki jo razpisujemo bienalno, se pravi na 2 leti, in je namenjena izključno keramiki. Projekta smo se lotili zaradi tega, ker smo ugotovili, da v šolah ogromno se dela zelo kvalitetne keramike, se pravi glina je tak priljubljen medij za ustvarjanje pri likovni umetnosti. Zelo malo je pa bilo možnosti, da bi take izdelke postavili na neko primerno razstavo. Zlato priznanje sta prejeli Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič in Osnovna šola Kolezija iz Ljubljane z mentorico Heleno Angelski. Tega natečaja bienala se udeležujemo že vrsto let, ker z glavnim organizatorjem Vasjo Nanotom že dolgo sodelujemo, tudi organizira delavnice za mentorje in preko tega smo nekako prišli do udeležbe, tako da se res redno udeležujemo, veliko pozornosti damo ukvarjanju z glino, vsako leto res vsi razredi izdelujejo izdelke iz gline. Tako da ta v bistvu kolekcija, ki je bila tukaj nagrajena, sem pa povezala in 9. in 8. razrede, zato ker so bili malo še prikrajšani zaradi obdobja korone in ker nismo imeli toliko možnosti ustvarjati. Tako da smo se združili v tej tematiki, oblikovali so človeško telo, tudi v gibanju, v različnih pozah, potem smo izdelek še glazirali. Nastali so res krasni izdelki, tako da nekaj, ki bi jih tudi lahko vključila v to kolekcijo, jih je počlo žal tik pred zdajci, preden smo jih dali žgati, ampak kljub temu en tak lep izbor sem lahko naredila, tako da sem zelo vesela te nagrade in učenci pa sploh. Na odprtju razstave je zbrane pozdravil tudi podžupan občine Slovenska Bistrica Žarko Furman. Razstava bo na ogled do 8. decembra. S prihodom Miklavža na Grajskem dvorišču se bodo v torek začele prireditve v okviru letošnje praznične Bistrice. Organizatorji so program decembrskega dogajanja predstavili na četrtkovi novinarski konferenci v prostorih Rica Slovenska Bistrica. Dejstvo je, da smo si letos vzeli še toliko več in po eni strani časa za razmislek in po drugi strani posvetili tudi več pozornosti enemu konkretnemu področju in to je nenazadnje letos področje varnosti. Vemo, kaj se je z grenkim priokusom zgodilo lani na silvestrovanju in to je nenazadnje bila tudi tista tema, ki je botrovala letošnjemu načrtovanju. Kaj lahko v tem zvezi povem je naslednje. Absolutno smo se tudi letos potrudili, da pripravimo dogodke, ki bodo Bistrico naredili praznično, ki bodo Bistrico pripeljali pozitivno energijo, dobro vzdušje. Morda bi pa na tem mestu posebej pozval vse obiskovalce, ki se bodo kompletno vseh dogodkov udeležili, da se nenazadnje poleg veseljačenja, poleg dobre volje ne pozabi tudi na odgovornost, da vendarle so to javni dogodki, javne prireditve, ko se lahko zgodi marsikaj in ko nenazadnje ni ideja samo v tem, da skrbimo zase, ampak da nenazadnje smo odgovorni tudi do drugih. S tem v zvezi bi morda z letošnjim programom splošnem izpostavil samo 2 zadevi. Prva, da rečem, nadgradnja lanskega dela je ta, da letos sodelujemo intenzivneje z klubom študentov Slovenska Bistrica, ki so tudi soorganizator enega izmed dogodkov in nenazadnje vezano na že prej omenjeno področje varnosti. Letos se ravno z namenom zagotovitve večje varnosti in dobrega počutja vseh udeleženih predvideva, da bodo dogodki potekali pod videonadzorom. Tako da javnost glede tega obveščamo že vnaprej. Jasno, da gre tu, kot rečeno, zgolj za en sam vzgib in to je dejansko izpeljati prireditve, kolikor je le možno, z maksimalno stopnjo varnosti in dobrega počutja za vse udeležence.
Program prazničnega dogajanja na Trgu Svobode je podrobneje predstavil Tomaž Pristovnik. Začnemo v četrtek, 21. decembra, prve 3 dni z božičnim sejmom in praznično ponudbo. Prvi dan je namenjen mlajšim izvajalcem, in sicer bodo nastopili učenci glasbene šole Slovenska Bistrica, skupina 3 Guns, to so 10-letniki, ki igrajo rock, in pa lokalna rock skupina 6. metek. V petek 22. se zjutraj ponovno začne božični sejem, popoldan ob 6:30 nastopijo glasbeniki glasbene šole Jamnik, harmonikarji in pa zvečer ob 8. ansambel narodno-zabavne glasbe, tudi z Bistričani v zasedbi Igor in Zlati zvoki. V soboto 23. zopet božični sejem, ob 7:30 lokalna rock skupina iz Maribora Dixons in pa narodno-zabavni ansambel ob 21. uri original Štajerci. V torek 26. po dvodnevnem premoru, ker je vmes božič, nadaljujemo z popoldanskim programom, ki se začenja ob 4. uri z nastopom Vilija Resnika in skupine. V sredo nastopajo glasbena skupina Krogovci in pa skupina Kingston. V četrtek 28. je po 5. slovo Dedka Mraza, kot je že omenila Jana, in potem ob 7:30 nastopi Alfin Ibič in njegovi muzikanti. Ob 21. uri nadaljujejo skupina Čudežno polje. Ta dan je torej namenjen bolj seniorjem. V petek nastopa ansambel Stil, zopet narodno-zabavna glasba v soorganizaciji kluba študentov, in pa v nedeljo 31.12. silvestrovanje z ansamblom Vagabundi. V teh 8 dneh programa se bo torej na odru veselega decembra v Slovenski Bistrici zvrstilo kar 14 različnih izvajalcev. Najmlajši bodo na svoj račun prišli pri Kruzeju. S prireditvami začenjamo 20.12. Dogajanje bo vsak dan potekalo od 5. do 8. ure zvečer na notranjem dvorišču Kruzeja. Dejansko bo hišica, ki bo namenjena Božičkovi pošti, otrokom na razpolago 1 uro v dnevu že od 11.12. naprej. Ta del bomo časovno omejili, tako da bo od 18. do 19. ure tukaj škarat, ki bo v bistvu otroke na nek način usmeril s pomočjo pisanja z peresi, ustvarjanja pravega pečata, da se potem lahko to pisemce, ki ga je on prinesel, potem odda naprej, da smo dali ta pridih pravljičnosti oziroma da res pride do žive osebe otrok, ko prinese pismo. V sredo nadaljujemo oziroma otvorimo prizorišče z gledališko predstavo. Vsak dan do konca dneva bodo na razpolago otrokom tudi različne gibalne postaje, ki bodo usmerjene na vsa področja otrokovega razvoja, predvsem bo tukaj dosti gibanja, nekaj ustvarjalnosti in pa tudi delavnica, ki bo namenjena, poimenovali smo neka dobra dela, gre za v bistvu neko medsebojno pomoč. Tukaj bomo na tej delavnici, se pravi sredo, četrtek, petek, izdelovali vizitke za upokojence, ki jih bomo potem tudi starostnikom v dom ob zaključku predali. Se pravi, te postaje ostajajo enake čez vse 3 dneve. Prizorišče bo en del zunaj, en del v prostorih, ravno zaradi tega, da omogočimo, da imajo otroci toplo okolje, da se lahko lažje ustvarja oziroma se lahko otroci tudi ustvarjalno izražajo. Po gledališki predstavi imamo rajanje z pravljičnimi junaki, zaključimo vsak dan ob 20. uri. V četrtek imamo delavnico prazničnih lučk, otroci izdelajo praznične lučke, nato se odpravimo na pohod po praznični Bistrici oziroma po Bistrici, na koncu nas pričaka Snežna kraljica.
Tukaj smo letos malo bolj glamurozno naredili, tudi s pomočjo komunale, ki nam bo ta prostor z lučkami primerno okrasila, tako da bo to vse skupaj dalo še en dodaten pečat oziroma še eno dodano vrednost vsem dogodkom. V petek zaključujemo z pevkami, mladimi pevkami, ki se jim bosta potem na koncu ob zaključeni plesni animaciji pridružila Božiček in pa letos v spremstvu gospe Božičkove, in s tem prihodom Božička potem tudi naše praznično dogajanje v Krozetu nekako zaključujemo. Za praznično okrasitev mesta je tudi letos poskrbela Komunala Slovenska Bistrica. Letos nekaj statističnih podatkov, 10 zaposlenih, 4 dvižne platforme z 2 ekipama, skupno pa 9,1 km lučk v Slovenski Bistrici, da se damo predstavljati, od tod do Šmartnega na Pohorju bi jih lahko napeljali. Toliko lučk torej letos pripravljamo. Kot vsako leto bomo poskrbeli tudi za čiščenje med prireditvami in pa seveda za vso potrebno logistiko, ki jo organizator potrebuje. No, novost letošnjega okrašenega mesta pa je po tisti lanski božični krogli še okrasitev Rotovža. Rotovž bo zasijal v lučkah. Pri izvozu iz avtoceste Slovenska Bistrica jug pa bomo okrasili tudi krožišče, torej pri trgovskem centru Lidl. Otrokom pa bomo, in to je sled sodelovanja z zdaj že bistriškim podjetjem MK Illumination, namestili tudi enega sneženega moža za fotokotiček, da bodo otroci imeli tudi občutek, da se torej nekaj spremenilo v samem mestu. Jelka, ki je letos pravzaprav smreka, torej navadna smreka, takšne, ki rastejo na Pohorju, jo je letos podarilo podjetje Revidera storitve, za kateremu se seveda zahvaljujemo za poklon. Kar nekaj časa smo jo letos iskali in kar nekaj jih je bilo v izboru, no, ta je bila potem med tistimi najlepša. In tudi seveda Jelke bomo, tako kot vso ostalo razsvetljavo, prižgali 5. decembra ob 5. popoldan, torej ko se bo Miklavž odpravil naprej na pot, bo tudi Slovenska Bistrica zasijala v soju vseh lučk. Poleg tega, teh podatkov sem mogoče še prej pozabil omeniti 205 okraskov, ki so tako na kandelaberskih namestitvah kot tudi v krožišču, ki sem ga prej omenil. Še verjetno vas zanima, spoštovane novinarke in novinarji, cena okrasitve. Cena okrasitve je, tako kot zadnjih 9 ali pa 10 let, 24.400 evrov. Ostajamo že zadnjih 10 let na tej cifri in je nikoli ne prebijemo. Seveda pa moramo povedati, da tukaj doda svoj delež tudi Komunala Slovenska Bistrica, da lahko imamo vsako leto nekaj novega nameščenega v mestu. Nekaj več o ostalih dogodkih v prazničnem decembru pa so povedale direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Patricija Breznikar, Julija Klavš iz Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica in Ursula Pipenbacher, vodja plezalnega centra Slovenska Bistrica. Košarkarji Bistrice so dosegli 2 pomembni zmagi. V 7. krogu so v bistriški športni dvorani premagali ekipo Branika iz Maribora. V 8. krogu pa so v bistriški športni dvorani prav tako z 82-69 premagali ekipo Dravograda. Košarkarji KTM Bistrice so v zadnjih 2 krogih med tretjeligaši Vsoda odigrali 2 pomembni tekmi pred svojimi gledalci. Tekmo z Branikom, ki so jo odigrali med tednom, so zmagali in tako osvojili pomembni prvenstveni točki. Zmago proti Mariborčanom pa so potrjevali v soboto, ko so prav tako na bistriškem parketu gostili ekipo Dravograda. Po 40 minutah igre so varovanci trenerja Uroša Drevenška slavili zmago, od gostov so bili boljši za 13 točk, rezultat 82-69. Po mogoče malo slabšem štartu v sezono, vsaj glede rezultatskih stvari in lestvice, smo zdaj povezali 2 zmage, kar za nas šteje izjemno. Najbolj tesno, kar se tiče posamezne četrtine, je bilo prav v prvih 10 minutah srečanja. V dokaj izenačeni predstavi z obeh strani so četrtino sebi v prid z 20-19 obrnili igralci, ki so igrali v beli športni opravi.
Uvodnih prvih 10 minut je odlično odigral domači center Žak Paradižnik, ki je dosegel kar nekaj pomembnih točk. Če pogledamo, imamo dosti ekipe ta leto novo, oziroma dosti novih igralcev. Smo po mojem tudi rabili par tekem, da smo se začutili, da se je ta kemija v ekipi ustvarila. Zdaj pa menim, da bo šlo veliko lažje naprej in lahko. Drugo četrtino so bolje odprli gostje. Navodnik je dosegel koš za vodstvo 20-26. Domači igralec Viher je v 3. minuti s trojko znižal 23-26. Popolni preobrat pa je z 2 zadetima košema priboril Jan Zapečnik 29-28. 3 minute do konca druge četrtine pa je Juš Pešak z 2 točkama iz igre dodal še prosti met za vodstvo 32-28. Kar nekaj točk so gostitelji dosegli še iz dodatnega prostega meta zaradi prekrška pri metu. Za 40-28 je to uspelo Zapečniku, ki je po trojki zadel še dodatni prosti met. Gostitelji so prvi polčas dobili 46-34. V tem pa je prednjačil s koši Jan Zapečnik, ki je v celotnem poteku srečanja dosegel 26 točk. Jaz mislim, da točke niso vse, to pomeni, da so drugi fanti se borili, res so pokazali, da tudi ni vse v statistiki, ampak ja, teh 26 pik je super, sem zadovoljen. Z igro smo tudi pokazali, da smo bili boljši nasprotnik kot Dravograd danes. Po tretji četrtini je bil rezultat na semaforju 68-54. Nasprotniki iz Koroške pa so po 3 četrtinah zaostajali za 14 točk. Prav v tem delu igre so gostje s trojko iz igre dodali v 4. minuti in to pri rezultatu 52-37. Po delnem izidu 6-0 so se Korošci približali na zaostanek 9 točk. Odgovor na to pa je imel Jaka Holešek, s trojko je zapečatil zaostanek gostov na 14 točk pred zadnjo četrtino. Smo danes veliko bolj energično začeli, tudi vzdušje v garderobi, že na ogrevanju in tako tudi kot nam je prejšnjo tekmo pomagali, po mojem tudi danes smo že uro pred tekmo se odločili, da bomo zmagali in začeli na polno igrati. Zadnjih 10 minut igre je s trojko začel Jaka Holešek. 71-55. Edis Mahmutović je 2 minuti pred koncem tekme zadel za 73-58. Zadnjo svojo trojko pa je v zadnji minuti obračuna prispeval Zapečnik za zmago 82-69 in tretjo zmago v dosedanjem poteku prvenstva. Pomeni samo eno velika spodbuda za naprej, da stopnjujemo igro, da stopnjujemo zmage, tako da to mislim, da je vse, kar smo danes vzeli te tekme. Zadnji 2 zmagi proti Braniku in Dravogradu sta potrdile, da trdo delo že rodi sadove vloženega truda in podarjanja pozitivni kemiji moštva. In kaj je domači strateg dodal kolektivu glede na prejšnjo sezono, kajti na trenerski klopi v Slovenski Bistrici sedi prvič. Mogoče smo neke stvari malo spremenili, fantje imajo izjemno željo, energijo, za kar jih moram pohvaliti in na tem gradimo naprej.